Lepo pozdravljeni na okrogli mizi Versodoxa, ki jo Inštitut Abeceda prireja v sklopu letošnjega festivala sodobne glasbe. Naj najprej predstavim današnje udeležence. Tilen Lebar je letošnji skladatelj v rezidenci, sicer pa saksofonist in improvizator. Brina Kren, ustvarjalka v programu Paradigma, tudi saksofonistka in pesnica. Neža Zupanc, ustvarjalka v programu Disciplina, ter flavtistka in članica ansambla za sodobno glasbo Abeceda. Janko Pač, kurator koncertnega cikla 8.1, sicer kitarist, skladatelj in glasbeni novinar. In pa še Primož Kristan, direktor Inštituta Abeceda, sicer kulturolog ter dolgoletni sodelavec Cankarjevega doma in pa Ministrstva za kulturo. Začela bi serijo kratkih vprašanj, na katere boste odgovarjali čim krajše, asociativno, da se majčkeno ogrejemo in pripravimo na tale današnji pogovor. Lahko odgovarjate po vrstnem redu oziroma kakor je. Kdo je skladatelj? Tisti, ki strukturira. Okay. Ne vem, vsak do neke mere. Kdo je izvajalec? Ta, ki se odloči in pač preda temu, da bo izvedel neko delo. Kaj je glasbeno delo? Delo, ko uporablja zvok kot glavni reč. Ni napačnih odgovorov, sem res bi rada, da kratko asociativno odgovorite, kar vam prvo pade na misel. Če se nam točke piše. Ne točka. Kdaj glasbeno delo začne obstajati? Ako si ga nekdo zamisli, ako ga nekdo zapiše, ako ga nekdo izvede, ako ga nekdo sliši, kdaj bi rekel, da začne obstajati? V ideji. Jaz bi rekel v ideji. V predideji. Ja. Kdaj je pa zaključeno? Oprostite. Ne, mislim, mogoče v mediju. Torej, da operiraš različni mediji. Okay, kdaj je pa zaključeno glasbeno delo? Oziroma, ja. A je kadarkoli zaključeno? Prvo vprašanje. Ok, kaj je koncert? Glasbeno delo v eni obliki. Okay. A koncert potrebuje občinstvo? V veliki obliki, ja. Kaj pa je naloga poslušalca? Da posluša. Okay. Super. Ama glasbeno delo vsebino? Ne, nujno. Ok, mislim, da smo da smo s tem zaključili. Zdaj mislim, da je iz teh vprašanj nekako že postalo jasno, da sem današnjo razpravo umestila v kontekst zahodne klasične glasbe. Razumem, da se načeloma ne maramo preveč opredeljevati, niti ne želim implicirati, da je bila vsa glasba, ki smo jo imeli ta teden priložnost slišati, da je nastala v tradiciji klasične glasbe. V bistvu se niti ne domišljam več, da lahko samo na podlagi nekega zvočnega vtisa rečemo, ja, to je klasična glasba, to je eksperimentalna glasba, to je improvizirana glasba. Se mi zdi, da so te glasbene zvrsti postale v zadnjem času tako prepustne in odprte, da v bistvu izkušenega poslušalca težko karkoli v tej smeri res še preseneti. Ampak zakaj sem se vseeno odločila, da umestim pogovor oziroma dogajanje tega tedna tudi s tem v kontekst zahodne klasične glasbe? Iz 3 razlogov. Prvi je tak praktičen, ker če želimo nekako izpeljati to debato, moramo iz nekaj izhajati. Pa tudi, če se na koncu izkaže, da so bile v bistvu te predpostavke napačne, kar je ok. Drugič, ker se mi zdi, da velika večina sodelujočih v tem tednu še vseeno nekako izhaja iz tradicije zahodne klasične glasbe, pač na nek način. In pa tretje, to je pa moj najpomembnejši razlog. Vsak večer smo imeli možnost prisluhniti 2 koncertoma.
ki sta se po svoji zasnovi in pa po družbenih vlogah, ki so jih prevzemali udeleženci, pa res jasno umeščala v tradicijo klasične glasbe. Kaj hočem s tem povedati? Če pridemo na koncert in dobimo v roko koncertni list, kjer je nekdo naveden kot avtor, nekdo je naveden kot izvajalec, potem se usedemo, zaploskamo, izvajalci pridejo na oder, se priklonijo, izvedejo delo, spet zaploskamo. To so pač vse neke konvencije, neke tradicije, ki pač nosijo svoj pomen in ki nas umeščajo v nek kontekst, v tem primeru torej v tradicijo klasične glasbe. Deloma se mi pa zdi, da se s tem tudi navezujem na debate, ki so se že odvijale v sklopu delavnic, ki smo jih imeli vsak dan. Kar nekaj skladateljev je v tem tednu ustvarjalo dela za godalni kvartet in na neki točki, mislim, da si bila ti, Neža, si izpostavila vprašanje tradicije in pa teh konotacij, ki jih nosi sabo sama zasedba godalnega kvarteta. Torej, kaj za poslušalca že avtomatsko pomeni, da pride na oder zasedba 4 glasbenikov z godali, se usede pač v neko klasično pozicijo, oziroma tudi, če se v drugačno, že sama ta struktura. In zakaj, ko ustvarjamo za godalni kvartet, nujno zavedanje te tradicije, tudi kadar jo želimo presegati? Mislim, da v podobnem kontekstu lahko razumemo tudi delo 12 Maps to Chalk Ridge, ki ga je ansambel izvedel v sredo. Če sem prav razumela, je namreč skladatelj Alistair White v tem delu se je poskušal tradicionalnim postopkom ustvarjanja neke skladbe približati ravno iz nasprotnega konca. Torej, namesto da bi štartal z nekimi idejami in prišel na koncu do objekta, je on štartal iz objekta. In na ta način tudi prišel do nekega spremenjenega razmerja med akterji glasbene prakse, torej med skladateljem in izvajalcem. Torej, ta začetna teza, iz katere želim izhajati, je, da zahodne klasične glasbe danes v bistvu ne določajo neki specifični kodi, specifični kompozicijski postopki, ampak bolj socialne konvencije in pa družbene situacije, znotraj katerih nastaja in v katerih je prezentirana. Želim, da se v današnji okrogli mizi sprehodimo skozi te kategorije, ki definitivno še vedno na nek način determinirajo prakso klasične glasbe in sem jih v resnici želela nakazati s temi uvodnimi vprašanji, s katerimi sem vas matrala. Torej, skladatelj, avtor, izvajalec, glasbeno delo, koncert, občinstvo, vsebina glasbe. Ne iščemo neke teoretične razprave, za teoretično ozadje sem načeloma jaz tukaj, če bojo potrebna, ampak predvsem neko vaše osebne doživljanje teh kategorij. Torej, na kakšen način, če sploh, so pri vašem ustvarjanju relevantne, na kakšen način jih razumete, na kakšen način vas opredeljujejo. Pa bomo kar začeli s prvima dvema, torej s dvojico skladatelj, izvajalec oziroma s to delitvijo na avtorstvo in na izvedbo. Zato se opiram teoretsko na nek zunanji pogled na glasbo, namreč večina socioloških, antropoloških, tudi etnomuzikoloških razprav kot glavno značilnost zahodne klasične glasbe oziroma kot tisto značilnost, ki jo najbolj ločuje od drugih glasbenih praks, navaja ravno to delitev, torej, da je nekdo avtor, nekdo je izvajalec. Oziroma navajajo opozicijo med formalno strukturo in pa med njeno zvočno realizacijo. Zdaj, kar se mi zdi zanimivo pri vseh vas, je, da ste v bistvu vsi hkrati skladatelji, hkrati ustvarjalci in pa tudi izvajalci. Včasih svojih projektov, včasih projektov koga drugega. In me zanima, na kakšen način dojemate te dve pozicije, recimo pri svojem ustvarjanju. A se prepletata, a se ena drugo določata, ali mogoče to striktno ločujete. Mogoče bi se tudi najprej obrnila na te, Tilen, ker se spomnim, da si enkrat že dobil to vprašanje na enem predkoncertnem pogovoru in mislim, da si takrat
rekel, da te stvari res striktno ločuješ, da ko komponiraš, ko delaš skladbe, ko vadiš, ko se pripravljaš na improvizacijo, je to tvoja prioriteta. Torej, da tudi v smislu časovno, no, da ločuješ to. Ja, mislim, recimo, kompozicije tako kot, recimo, mislim, ko da imaš sam monolog s seboj. Torej, rečemo, da si izvajalec in hkrati v bistvu komponiraš lastno delo in ga bolj tudi izvajaš, je ene vrste monolog, ki ga spostavljaš medtem, ko recimo sodeluješ z drugimi izvajalci in izvajalkami, pa prideš do dialoga. Torej, praktično izmenjava nekih misli, kot tudi reakcij, recimo na podan material in potem iz tega materiala lahko dobiš tudi refleksijo na ta material od druge osebe, recimo v tem konkretnem primeru, kar pomeni, da zmerom nekdo, ki enostavno je mojster svojega inštrumenta, lahko poda nekakšno refleksijo in to se tudi večkrat dogaja, recimo v sodelovanju z ansambli, torej kakšnimi solisti in manjšimi komunalnimi sestavi, torej prihaja ravno od tega, da imaš pretok teh informacij, torej prihaja do tega dialoga. In v tem konkretnem primeru potem te informacije lahko ti kot vzameš v kompromis, seveda lahko jih potem tudi zavrneš oziroma kakorkoli, ampak je vse potem pogojeno od same intence, torej kaj recimo kompozicija v tem primeru hoče povzročiti oziroma na kakšen način se lotevaš, ampak recimo konkreten primer, če pišem in potem hkrati izvajam to skladbo tudi sam, je pa tako, je pa dosti bolj abstrahiranje tovrstnega dialoga, torej sam s seboj. Torej, kaj lahko greš, kako lahko greš čez cono lastnega obdobja in kako lahko v bistvu dejansko potem napreduješ v obeh kontekstih. Ja, mislim, bi pa želel samo omeniti, recimo, ne vem, v tem bolj historičnem kontekstu, recimo, če beremo Atalija, je predvsem recimo govoril, da kompozicija je dejansko kanaliziranje nekakega sistemskega nasilja, ne, ki ga pač komponist da skozi v nekem svojem samotarskem protokolu in potem recimo se torej izvajalci in izvajalke pravzaprav lotevajo torej same nekake realizacije, tovrstne kanalizacije oziroma kanaliziranje nasilja znotraj nekakšnih civilizacijskih usmeritev. A bi se ostali strinjali s tem, tudi dojemate te dve stvari ločeno oziroma kot nek dialog? Kakšen način? Jaz pri svoji referenci, ki je moja lastna praksa, ne uporabljam terminov, točnih idej, kot jih tilim, tako da ne moram. Ne, mislim, v smislu to, kar sem vprašala, to, da si flavtistka in hkrati skladateljica, a se to na kakršenkoli način prepleta? Najbrž vse. Ja, sam si vprašala, če se strinjamo s stilom. Oziroma lahko tudi. Ne, kar se tiče moje prakse, pri meni se to veliko prepleta. Se pravi, jaz sem primarno flavtistka in zaenkrat tudi še vedno, se pravi, center moje prakse je serija Tu, kratka kompozicije. In zaenkrat še vedno, ko pripravljamo vsako posamezno epizodo, jaz zelo aktivno sodelujem zraven in uporabljam flavto tudi kot se pravi, igranje preko flavte, zato da posredujem, lahko rečemo temu, mojo skladateljsko vizijo, če se tako izrazim. Se pravi, na konkretnem primeru mogoče kdaj zaigram nekaj, zato da dam občutek, na kakšen način bi želela, da nekaj naredimo, zaigramo. Ja, v bistvu sem, ker sem poslušala tvoj podcast, ki si ga objavila, in mislim, da si tam rekla, da je tvoja skladba sicer natančno notirana, torej ni aleator, ne puščaš izvajalcev neke svobode v smislu, ne vem, produkcije lastnega glasbenega materiala, ampak da jim pa daješ neka zelo specifična navodila, ki jih pa nekdo drug ne bi mogel dobiti samo iz partiture. Torej, da če bi nekdo dobil samo partituro tvoje skladbe, bi skladba zvenela precej drugače, kot zveni s temi izvajalci, ker ti
delaš z Ja, njimi? jaz bi rekla, da sem to preizpraševala, če je to okej. možno. Mislim, da smo pustili še odprto, Aha. če pa nismo, pa to je odprto. Okej. Ker mislim, da sva z Janom o tem govorila in sva tudi prišla na koncu do tega, da se zdi to nemogoče in je mogoče to tisto nemogoče, ker bi ga lahko tukaj napadali kot potencial serije. Torej, na kakšen način bi pa lahko dejansko podala to, brez da sem jaz zraven izredno aktivno vključena, tudi kot izvajalka, če uporabljamo te izraze. Se pravi, nimam pa še sistema za to. Se pravi, iščeš nek način, da bi lahko ustrezno podala vse te informacije, Lahko. ki jih zdaj podaš v bistvu Nekako. prek svojega igranja, prek pogovorov, Tako prek je, sodelovanja. iskreno. Jaz tudi vem, da bom zraven na vajah in kdaj vem, da mi česa ni treba zelo natančno notirati. Če jaz ne bi imela tega pogoja, bi najverjetneje že zdaj imela boljši sistem za to, da bi lahko realizirala svoje dela. Se pravi, malo je tukaj tudi nujnost oziroma tudi recimo še ena odprta stvar in vem, da je to zdaj že veliko odprtih stvari, ki jih nameravam na eni točki tudi mogoče zapreti. Ampak še ena odprta stvar je pač to edini način, da se serija tu dela. Se pravi, da pač sem jaz zraven kot izvajalka in skladateljica in delam to dvojno vlogo in je to način, na katerega pripravljamo delo. Se pravi, nekako to je zdaj še na mizi odprto. Okay. Zdaj smo se na nek način dotaknili teh del, ki so odprta aleatorična dela, ne, se imenujejo, kjer ima izvajalec pač neko določeno stopnjo v različnih delih, različno stopnjo svobode. Nekje je to zelo minimalna, gre samo recimo za način, v kakšnem zaporedju se bo izvedlo neke vnaprej določene tone, potem na drugem skrajnem koncu tega spektra so pa aleatorična dela, ki so v bistvu, kjer je vsa zvočnost v bistvu prepuščena izvajalcu, kjer skladatelj poda samo nek minimalen impuls, ki naj bi potem izvajalcu predstavljal osnovo za ustvarjanje. Ena od takih kompozicij je na primer cikel iz 7 dni Karl-Heinza Stockhausena. Gre za serijo verbalnih navodkov, torej nekih stavkov, navodil, ki naj bi pač izvajalcu predstavljali impuls za improvizacijo. In obstaja ena zanimiva anekdota iz snemanja tega cikla, in sicer glasbenik, ki je to anekdoto povedal, je bil Vinko Globokar. Povedal je, da je na neki točki na tem snemanju postalo res neprijetno, ker si v bistvu skladatelj zelo, zelo natančno predstavljal, kaj on hoče slišati. Čeprav je bila ta partitura načeloma popolnoma odprta, izvajalec bi lahko naredil karkoli bi hotel, je v bistvu v končni fazi skladatelj prišel do tega, da je usmerjal, kaj želi slišati, kaj mora na koncu pristati na posnetku. Pa me zanima, kaj si mislite o tem? Mislim, jaz osebno pač sem pač z verbalnimi navodili delala pač enkrat, toliko, da pač vam lahko kakršnokoli sploh mnenje, sicer pač ne uporabljam tega, ampak to vprašanje tega, koliko natančno boš pač neko stvar notiral, je pač vedno se mi zdi, da prisotno, ne, pač jaz se načeloma, ker isto pač izhajam iz izvajalske prakse, torej pač primarno, najprej sem igrala saksofon, potem sem pač začela komponirati. Se pač držim tega, da pač koliko natančno napisana stvar je, pač toliko natančno poskušam izvesti, recimo kot izvajalec in pač kot skladatelj gre pač to samo iz druge strani, a ne. To pomeni pač zame osebno, zdaj pač spet govorim čisto osebno za svojo, a ne, prakso je tukaj potem tudi vedno razlika, recimo zame v tem, če delam, ker primarno pač delam
stalnimi in pač priložnostnimi zasedbami. Ne? Torej pač v stalnih zasedbah, ko se recimo imajo zame soustvarjalci oziroma pač instrumentalisti drugačno vlogo, ker pač to pa toliko časa spremljajo neko recimo pri meni je to cikl kompozicije, ki ga zdaj ustvarjam in imajo pač drugačen pogled in lahko pač recimo neke zadeve ne notiram toliko natančno, pa oni na podlagi pač nekih stalnih premis vejo, kaj je načeloma tisto, s čimer bodo umestili to pač v ta cikl, ki se ga izvaja, medtem ko nekdo pač prvič vidi zadevo, je pač vsi tako, kot je rekla Neža, je pač odvisno od tega, če si ti lahko prisoten na vajah, da ustvarjalcu pač natančno dopolniš, ali pač če mu notiraš kakorkoli, že samo odločiš povedati oziroma pač sporočiti, ampak pač se mi zdi, ja, tako kot se rekla, pomembno, če pač imaš določeno točno sliko v glavi, pač da jo poskušaš čim bolj pač spoštljivo in čim bolj natančno in dosledno pač prenesti na kakršenkoli način že izvajalcev. Okay. Se pravi, zdaj v bistvu na tej točki vajinega ustvarjanja v bistvu razmišljata predvsem o delu s to zasedbo, ne razmišljata, da bi mogoče na neki točki pa se te stvari izvajali tudi izven tega Midve kot vidve, ja. Jaz lahko povem zase. Zase, ja. Ne moram. Mislim, se mi zdi, da pri meni, ko gre za cikl, se mi ne zdi, da so to ločene kompozicije, kot pač zdaj je to, jaz jih označujem številkami, torej pač trenutno so 1-25, da bo pač zdaj nekdo čez 10 let igral številko 24, tako kot je bila napisana, ker je bila pač načeloma napisana za specifično situacijo, ampak ima pač neko bistvo, ki mislim, da ostaja čez cel cikl, tako da pač seveda razmišljam o tem, kako bi pač lahko prišla do točke, ko bi to lahko nekdo izvedel kjerkoli, a ne, kadarkoli brez mene, ampak se mi zdi, da je to skoraj že na tehnični strani vprašanje, da pač do tja bom prišla skozi prakso, da pač, da ni to ni moj primarni cilj, no, to ni moje glavno vprašanje, ko pišem trenutno, zdaj v tej fazi razvoja. V bistvu nas Globokar pa pripelje do še enega zanimivega, ki sem ga prej omenila, pripelje do še enega zanimivega vprašanja. Na kateri točki svoboda, ki jo dajemo izvajalcu, postane prisvajanje njihovega dela? Se pravi, Vinko Globokar je na neki točki rekel, da on komponiranja in improviziranja nikoli ne meša in da vedno lahko le od najboljših prijateljev prosi, da naj improvizirajo zanj. Medtem ko za vse ostale, vedno ali pa če ponudi določeno gradivo, oziroma v primeru, da ponuja neko glasbeno gradivo, ki je nedoločeno, se pravi, da je na izvajalcu, da doda glasbeno vsebino, potem se hkrati on kot Vinko Globokar tudi odpoveduje lastništvu nad to glasbo. Če kakšen komentar na to? Torej zdaj operiramo na premisi, da lastništvo obstaja. Mislim, se vem, kompozicija, mislim, v lastništvu izvajalska v smislu, da je praksa. nekdo podpisan kot skladatelj. Ja, na neki točki se nekateri skladatelji verjetno dobijo tudi neke avtorske pravice za te stvari. Vse to recimo, mislim, govorim zdaj zgolj v smislu, kdo je napisan kot skladatelj, kot avtor. Ja, recimo, imam zdaj dve premisi tukaj, ne. Pač ena zadeva, sem marsikdaj tudi vodil, slikarske krožke in recimo pač pride do tega, da, ne vem, otroci narišejo ogromno, abstraktnih slik na koncu, ne. Ampak, vsi ti otroci so prispevali na neko dodano temo, ne, ki si jo ti predpostavljal, torej dobiš ti lahko različne, ne vem, recimo 24 različnih interpretacij ene teme, ki si jo predpostavil pred razredom. In v tem konkretnem primeru potem lahko zaidemo malo bolj v to srenjo kapitalizma in vsega ostalega. Jaz lahko vseh teh 24 sličic oziroma slik stržim, ne, pod svojim imenom, kot pod abstraktno slikarstvo ali karkoli. Lahko pa zaidemo v drug kontekst, da je bila tema dana in da smo ustvarili 24 različnih polov, ne, torej zelo teh partikularnih zadev znotraj neke, tako kot se že mogoče ponavljam v zadnjih 3 dneh, predvsem univerzalnosti znotraj te teme, ki je bila dana. Potem druga zadeva, ki pa je pa to tako, ne, mislim, da ravno to, ne, tako kot si omenila Vinka Globokarja, torej
ko ti komponiraš. Ne? Recimo je zelo zanimivo, da če komponiraš specifično za posameznika ali posameznico, točno veš, kaj so sposobnosti teh ljudi. Ne? In v tem konkretnem primeru lahko ti uporabiš vse neke dobre lastnosti posameznih izvajalcev pa izvajalk. In recimo v tem konkretnem primeru potem samo delo, veš, je lahko izvedeno točno tako partikularno, samo strani tistega, za katerega je to zapisano. Torej, druge interpretacije potem več niso primarne oziroma niso več v kontekstu tega, za koga je namenjeno, na kakšen način je napisano. In ja, ne vem, pri kompoziciji recimo v nekem tem tradicionalnem smislu ponavadi potem napišeš, za koga je napisano in kdo to tudi izvaja, ne, v tem konkretnem primeru. Ja. Torej so nekakšna posvetila, ne, ampak ja, ta posvetila pa potem tudi lahko v zgodovinskem kontekstu vzpostavljajo tudi hierarhijo delovanja samih avtorjev pa avtoric. Torej, da podpirajo hierarhijo nekoga drugega, kot je recimo naročnik ali kdo drug, ne vem, recimo kralj, kraljica, kdorkoli, vladajoči. No, mislim, tako približno. Recimo moja izkušnja s tem je, izhaja ne iz, torej, na nek način tega miljeja zahodne komponirane glasbe, ampak recimo moje izhodišče v tem je bilo, da recimo se pravi neki tej fazi, če bi rekel temu protokompozicije, nekega ustvarjanja z zasedbo, stalno zasedbo, znotraj katere je pravzaprav avtorstvo vedno do neke mere deljeno. Se pravi, je nek protokol, skozi katerega ki je verjetno predvsem zaradi specifične situacije lahko precej rigiden, nima nekega teoretičnega, kako bi rekel, okvirja, vsaj ne eksplicitnega. Ampak, torej, mogoče tudi v navezavi na prejšnje vprašanje, v smislu, če me spomniš samo, bilo je, da... Misliš to o Stockhausenu? Ja, do katere mere si prisvajaš delo. Aha, kdaj v bistvu ta svoboda izvajalca lahko, ki jo dopuščaš izvajalcu, skladatelj lahko postane potem že prisvajanje njegovega dela. Ker meni se zdi, da recimo, če pa ne bi zdaj hotel sploh enačiti tega, ampak tako na neki konceptualni ravni se mi zdi, da vsaj zame ima neko relevantnost v smislu mojega odnosa do moje zdajšnje prakse. To, da če ti prideš torej na vajo z neko idejo, pa neko vizijo, za katero v resnici ne veš, če jo lahko dejansko realiziraš, ampak potem pa ta protokol, ki se vzpostavlja na vaji, se pravi z vsakim, zdaj bi mogoče to na nek način rekel, da sigurno bi se dal ta protokol mapirati, pa bi mogoče to bil boljši, torej, da bi to lahko že smatral kot sam ta protokol kot kompozicija, ampak načeloma v tistem momentu ta nek prispevek vsakega, se pravi iskanje, v končni fazi grajenje bolj zvočnosti skladbe, ampak dodajanje pa na nek način dialog konstanten, se pravi iskanje nekega kompromisa z vsemi izvajalci, ki so, do te mere, da so vsi potem zadovoljni in takrat potem je kompozicija končana. In potem ostane takšna zavedno. In se igra v bistvu samo s temi istimi ljudmi. To je bilo na nek način moje izhodišče. Tako da iz tega se mi zdi, da nimam, pač toliko izkušenj s tem, da napišem delo za nekoga, ki ga ne poznam. Tem ne moram veliko povedati, ampak se mi pa zdi, da tudi tako vedno na nek način, vsaj zaenkrat izhajam tudi iz tega, da
vsaj do neke mere lahko to, kar napišem, izvedem sam. Ne vem pa, če... Ja, no, bom pustil v temu. Če bi jaz tukaj dodal samo, zdaj treba tukaj zdaj ločiti, ne? A je to lastništvo, recimo, gre za neko moralno lastništvo kot skladatelj ali pa izvajalec, ali pa dejansko za uporabo oziroma za pravico, ne, avtorsko pravico oziroma izplačevanja, ne, določenih zadev. Tam so pa, mislim, da so stvari zelo jasno določene. Ne vem, jaz lahko za primer povem samo, slučajno sem nekaj enkrat brskal ni z področja sodobne glasbe, z področja produkcije popularne glasbe, te glasbe, ki se v bistvu suče potem na radijih ali pa na lesnicah, ki pride, ne. Da je povprečno število avtorjev, ki se podpišejo pod eno skladbo, je, mislim, da je bilo 9,4, ali kako je bilo, svoje 11, 12. Skratka, danes to počnejo neki gremi, ne, neke skupine strokovnjakov, ki v resnici mogoče vsak doda samo nek popravek ali pa nek nov zvok zraven in je že avtor v bistvu. Ne. In tam je zadeva skrajno resna in tudi od tega dobijo potem določen denar. Zdaj, ne vem pa, kako je to v resnici na področju klasične glasbe, verjetno malo manj surovo, malo bolj razdelano, ampak vsekakor se mi zdi, da je ta dimenzija pomembna, no. Priliv oziroma prav avtorstvo kot tista kategorija, od katere imaš ti potem nek tudi dohodek, ne. Ja, v resnici tudi jaz na tej točki sem mislila bolj v smislu moralnega lastništva, ker se tudi mogoče avtorskih pravic vseeno ne poznam tako dobro, da bi se spuščala v te detajle. Se mi zdi, da mogoče, kar smo zdaj nekako vzpostavili, da se fokus glasbene dejavnosti mogoče vseeno v zadnjih desetletjih iz tega ustvarjanja glasbenih del pomaknil bolj v performativnost, da so cilj mogoče vseeno bolj izvedbe, koncerti. Ja bi se strinjali s tem? Kdaj pa bi rekla, da niso bili cilj koncerti? Mislim, izvedbe. Jaz mislim, da recimo v obdobju modernizma definitivno, ko se je zelo razumsko pristopalo k glasbenim delom, ko je bilo zelo veliko nekega racionalnega premisleka, strukturiranja in da je bilo takrat v bistvu pa res cilj napisati glasbeno delo v partituro. Ja, mislim, da je celo na neki točki so se pojavila vprašanja, a je izvedba sploh potrebna. Ali v bistvu mi s tem, ko preučujemo strukturo, ko preučujemo neko zasnovo dela, v bistvu dobimo od dela že to, kar je delo v osnovi. Zato zdaj vzpostavljam to, da se mogoče spet pomikamo. Mogoče tudi na nek način posledica značilnosti kulture postmoderne, v kateri smo zdaj, ki tudi zelo se mi zdi temelji na neki performativnosti. Jaz opažam zadnje čase, da se velik poudarek daje, recimo tudi mislim, da smo se zdaj veliko ukvarjali s tem, kako se bo vizualno postavilo dvorano, kako se jo bo osvetlilo. Tako to se mi zdi, da je neka značilnost v zadnjem času, no, ki se je zelo vzpostavlja. Ne vem, Primož, ti si se dolgo časa ukvarjal s promocijo dogodkov, pa mogoče lahko poveš kaj v tej smeri. Kaj bi rekel, da je tisto, kar privablja poslušalce na koncerte? A so to skladatelji, a so to izvajalci, a pridejo poslušati neka dela specifična? Ali je mogoče ta dogodek, ki pritegne? Znotraj same, zdaj, tam, kjer sem jaz delal, se je rekla resna glasba, opera in balet. Kategorije opredeljevanja so bile silno problematične, vedno resna glasba, druga glasba, karkoli rečeš, je malo narobe. No. Tako da, oziroma nekdo ni zadovoljen. Zelo odvisno, zelo različno. Tudi če delaš recimo v okolju, kot je javni zavod, nacionalni javni zavod, je po eni strani gre za odgovornost do tega, da ti umetnika, ki pride pač gostovati v tvojo hišo, da ga pravzaprav predstaviš na čim boljši možen način javnosti. To pomeni, da pride čim večje število ljudi ga poslušati, takih, ki jih to zanima in da ne nazadnje tudi prodaš vstopnice, ker te, če jih ne, si v bistvu spet nekje na dnalu, da v bistvu tudi tvoje delo ni bilo mogoče optimalno upravljeno. Tako da stalno gre za neke pritiske, ne. So pa seveda te, bom rekel, zvrsti izjemno različne, ne. Lahko pride
cikl koncertni, kot je Zlati abonma, ni težav, ker se že v resnici v abonmajski sezoni za naprej vse to proda in je z vidika promocije izjemno malo dela. Zasnuješ skozi celo sezono, se pravi celostno grafično podobo, dreme so znane, stalne, zdaj če se kje v fazi trendov padanja, pač probaš določene akcije, malo reklame na televizijo, plakatiranje, če je denar. Po drugi strani imaš pa cikle, kot je, ne vem, kakšni cikli sodobne glasbe, kot je bil pred časom Predihano v Cankarjevem domu. Jaz se spomnim, sem bil tam, ko se je to začelo. Prvi koncert je bil Linhartova dvorana, 500-600 sedežev, se spomnim se, bila je flautistka iz Italije, solo. Mislim, da je bilo 9 obiskovalcev. Meni je bilo tako, to je bila ena mojih prvih nalog v vlogi promotorja, mi je bilo pošteno, tako sram in nerodno. In sem si zelo vzel k srcu, kako to izboljšati, kaj narediti v resnici. Ne? In pol z leti sem ugotovil, da v resnici je vsak projekt povsem unikaten. In ti moraš kot promotor nekako probati čim bolj zastopiti, kaj je v bistvu srž, kaj je poanta projekta in tudi nekje iskati vse možne vzvode, da pravzaprav pritegneš ljudi, ki bi jih to zanimali. Zdaj govorimo o teh pristnih. Vedno bojo prišli nek osnovni nivo obveščanja, je dovolj, da pridejo že tisti, ki jih to zanima, recimo, a so to prijatelji, znanci, sorodniki, a so to neki oboževalci, neki poznavalci, bom rekel, ne. Potem gre pa kle še za tisti krog, ki je majčkeno širši in tisti naredi razliko, ne. Tako da, ne vem, spomnim se pa primera, ko smo imeli Ligetijevo delo za 100 metronomov, v resnici v programu na sporedu v Filharmoniji, smo pa pač čisto enostavno, nek trik promocijski v smislu te pozornosti fokusiranja na metronom kot na Ligetija, ne, kar je v resnici zelo blasfemično, morda z vidika kakšnega te skladateljske srenje, ampak v Filharmoniji se je skoraj stampedo zgodil, ne, tam je prišlo toliko ljudi, v resnici, po mojem mnenju, tudi predvsem zaradi tega. Je pa res, da to delo še ni bilo izvajano pri nas, nikoli, ne, tako da takrat in je bilo izjemno pozitivno sprejeto. No in hočem pa povedati, da vsak tak dogodek, ki ga potem nekako uspešno realiziraš, prinese nek nov širši krog občinstva in na tem gradiš. Pač probaš dobiti njihove kontakte, jih potem na določen način vključiš v to obveščanje in pravzaprav na tem gradiš nek odnos. Jaz mislim, da gre na takih specifičnih, specialnih zvrsteh glasbenih, kot je recimo sodobna ali pa nova glasba, ali pa recimo posamični projekti, ali pa tudi neke več medijske zadeve, da je treba res v bistvu poznati občinstvo in ga pravzaprav na nek način pripeljati za roko tja. Seveda, imamo pa tudi v teh zvrsteh neke bolj znane, manj znane, bolj popularne, manj popularne umetnike, izvajalce. Skratka, potem je pa tam glasba sama, no. Jaz recimo v osnovi delim glasbo na dobro, pa malo manj dobro, oziroma dobro pa slabo. Če je projekt dober, če je glasba dobra, mislim, da bo ljudje, ki bojo tam, da bojo večinoma, da jih ne govori, ne. Je pa vedno tako, lahko je še tako dobra, vedno se bo najdel nekdo, ki mu ne bo všeč, lahko je pa še tako slaba, pa bo se nekdo najdel, ki mu bo to ful všeč. Govorim pavšalno za vso glasbo, kot glasbo. Ko si bo vprašala, kaj je pomembnejši, program ali skladatelj, ali to, spet povem primer Filharmonije. Starejša gospa je bila pred mano vstopnice kupovala, vprašala blagajniško, kaj je danes na sporedu. Reče blagajniška, Emerson kvartet, veste, so dobili, ne vem, 16 Grammyjev, 19 Grammyjev. Ja, ne, mene to ne zanima, je rekla gospa. Kaj imajo na programu, kaj izvajajo? Skratka, imamo publiko, ki je v resnici zelo obveščena, zelo informirana, zelo intelektualna. Se mi pa zdi, da so to bile te neke starejše generacije, ki so počasi malo v izumiranju, ne. Pri mladih recimo je pa to, morda, sem ravno zadnjič tudi govoril z eno punco, ki je v bistvu mlada, pa ni imela v družini tradicije poslušanja klasične glasbe in tega, ampak se je sama v resnici zanima. Tako da tukaj nekih pravil ni, no, težko rečeš, da ne bom predolg. Jaz sem samo hotel vprašati, ki si rekel prej, da moraš kot srž projekta na nek način. Se ti zdi, da je mogoče tudi pomembno način, da recimo skladatelj ali pa izvajalec zna govoriti o svojem delu na način, da ti lahko veš. Mislim, a razbiraš to predvsem iz glasbe ali raziskuješ tudi ozadje
recimo teh To projektov? zelo pomaga, če skladatelj ali pa avtor, kdorkoli zna napisati nekaj o svojem projektu, sprav, da zna tudi verbalizirati tisto, kar počne v resnici pri promociji, zelo pomaga. Ne. Je pa res, da sem ravno zadnjič opazil, ko sem bil na enem festivalu, da v resnici je pa res, da gre za specifično prizorišče, da iz teh plakatov, ki se recimo, mi smo jim rekli plazma ekrani, ne, ko se recimo na digitalnih ekranih pojavi za par sekund napovednik koncerta, da v bistvu izginjajo teksti, da so samo vizualna podoba, datum in lokacija oziroma dvorana, v kateri je. Ko sem bil jaz recimo 10 let nazaj aktiven na tem področju, smo skoraj vedno mogli dati nek deskriptor še zraven, nek udarni stavek o tem projektu, nekaj, kar povzame v bistvu. To je v resnici zelo težko narediti. Ne. In tam, kjer sem jaz deloval, smo imeli zelo zaposleno tekstopisko, s katero so potem skupaj usklajevala. In včasih so prišla do nekih sloganov, nekih kratkih najav, ki v resnici povejo čim več, ki morajo čim več povedati. To je spet neko, kako bi rekel, nek pristop, ki v resnici ni potreben, lahko je pa zelo učinkovit, če ga na prav način izvedeš. Se mi pa zdi, da zdaj to izginja, ker tudi generacije mlajše, današnje, da vse informacije sprejemo bistveno hitreje, porabljajo manj časa, tudi formati glasbeni so se verjetno skrajšali, to ne vem, to boste vi povedali, v dolžini skladb in tako naprej. Verjetno ne v umetnostni glasbi, ne moramo verjetno s tem direktno povezovati, ampak pozornost, govorimo o pozornosti, ne, da je pač se skrajšala v povprečju, se mi zdi. Mogoče bi se ostalo za trenutek, ko se ravno omenil to, da je pomembno za skladatelja, da zna verbalizirati to, kar počne. Mogoče ne samo z vidika promocije. Samo oprosti, ni pomembno za skladatelja, pomembno je za tega, ki mora njegovo delo ali pa nastop. No, ravno jaz sem mislila, da se mi zdi, da je vse bolj pomembno tudi, ne samo za skladatelja, ampak v bistvu za vse umetnike, tudi za izvajalce. Ker v bistvu vsi delamo bolj kot ne prek prijavne razpise, ne? In tam je treba zelo, zelo dobro utemeljiti. Mogoče boš ti Tilan tukaj vedel povedati, se mi zdi, da so se v zadnjem času res veliko ukvarjajo s temi prijavami na razpise. Pa se mi zdi, da je mogoče to eno polje, ki v kontekstu izobraževalnega sistema je zelo, zelo zanemarjeno oziroma praktično neobstoječe, pa bi bilo mogoče zelo pomembno za glasbenike, da smo nekako vešči tudi tega. Mislim, definitivno je, ampak ni potrebe potem veš, da kot posamezni reprezentatorji lastne umetnosti ali pa kakršnekoli umetnosti moramo sami spisati te razpise. Ne? Ti lahko zmeraj deluješ v produkciji nekakšnih neinstitucionalnih ali pa institucionalnih gibanj in rečemo, v tem kontekstu imaš pomoč, ki ti pomaga strukturirati lastne misli. Torej, lahko ti začneš z nečesa, kar je popolnoma abstraktno, ampak seveda, če imaš ti pomoč in recimo osebe, ki ti pri tem pomaga, potem lažje se vse skupaj strukturira do bolj konkretnih, torej namenjenih tekstov, ki so namenjeni prav pridobivanju samih sredstev. Torej rečemo, meni se je zgodilo, mislim, ko sem sam recimo se prijavljal na to, definitivno nisem bil sposoben strukturirati teksta na način, torej individualno, da bi lahko nekako dobil posamezne točke, ki bi mi prinesle pridobitve samega sofinanciranja projekta. Ne. Zato recimo, koliko delujem preko rečemo samoniklih prostorov ali pa recimo kakšnih neinstitucionalnih gibanj, je veliko lažje. Torej, sredstva se pridobijo, so veš neki protokoli, ki so vzpostavljeni na Ministrstvu za kulturo, treba je slediti nečemu in nekakšnim vzorcem in vsemu skupaj, kar zadosti tisti točkovnik enostavno. Ne. Je pa res, da se tega nekako v bistvu v samem izobraževalnem sistemu ne lotevamo, ampak zakaj se tega ne lotevamo? Zato, ker tudi, veš, mislim, tako je, ne, da tudi pač institucija, rečemo, ki te uči nekaj, ne sledi tudi torej ne sledi protokolu, da si na trgu dela, ne, ampak da se izobražuješ v tem konkretnem primeru, enostavno te ne vzgajajo na to, da boš potem neodvisen na trgu dela, da se boš vedel soočiti z vsemi pač v bistvu kot izzivi, ki se pojavljajo na tovrstni sceni. In to je nekako na naših lastnih plečih, ne, v končni fazi, da se s tem soočimo skozi izkušnje, skozi torej, produkcijo lastnih dogodkov, realizacijo vsega tega in to pride potem šele s časoma. Ja, mislim, ne vem, v tujini je recimo tako, ne, mislim, v Hagu smo imeli veš recimo torej management, torej kako se v bistvu temu reče je
pravzaprav entrepreneurship, ne? Na kakšen način se ti lotevaš teh zadev, imaš to vrstne predmete, ki jih lahko izbiraš kot izbirne predmete, seveda imaš delavnice, se učiš to vrstnih protokolov, ampak zopet ne, mislim, moraš se v realnosti s tem srečati, ne samo v nekem teoretičnem diskurzu, to kar je, torej moraš iz prakse to vrstno zadevo izkusiti. Zdaj smo šli v neke res zelo konkretne situacije, pa bi mogoče vsem želela za konec teh par minut, ki jih še imamo izkoristiti, in se vrniti k tem začetnim vprašanjem, ki sem jih postavila, in sicer k temu, kaj je vsebina glasbe. Zdaj, kaj sem mislila vprašati s tem? Ko ustvarjate in razmišljate o glasbenem delu, kje je za vas tisto, iz česar izhajate? A izhajate iz samega zvoka? A mogoče iščete neke zunaj glasbene spodbude, ki jih potem želite izraziti v tem zvoku? Jaz mislim, da zame pač osebno, torej zame konkretno pač, da ne izhajam samo pač iz enega gledišča, pač da je vedno več. S tem, da pač premisa, s katero delam zdaj že nekaj časa, je, da pač pomen oziroma vsebina, ki ga pač nosi zvok, je drug, kot ga recimo nosi jezik, recimo. Zato pač tudi težko rečem, zdaj pač pomen te kompozicije pač X. Ne, Sam da to vzpostavim kot podlago, ampak kaj pa potem pri samem ustvarjanju pojaviš, tako kot sem rekla, pač en del je mogoče napisan iz gledišča zvoka, drug je pač, ima čist neko funkcijo, pač zame ima pač nekateri posamezni deli skladbe pač čist specifično funkcijo, ki pač si jaz, ko si pač delo predstavljam, vem, kaj se pač znotraj njega zgodi, recimo v moji glavi, in to pač potem poskušam skomponirati tako, da se pač, da pač opravi to, pač, da opravi to nalogo, no. Pač ne razmišljam primarno o tem, kako bo to zvenelo, ampak pač kaj bo naredil za pač potek skladbe, pa tako naprej, ne vem, če to je to vprašanje. Neža, ti si v bistvu za svojo glasbo pa prav vzpostavlja nek svet, v katerem se nahaja. Sem jaz to prav razumela. To je okvirna zgodba, ki služi kot, recimo, sem včeraj govorila o tem na koncertu, kot možno ogrodje za pristop k poslušanju teh epizod. Kar sem tudi rekla, je bilo, da sem to naredila na premisi, da je nujno imeti nekaj vizualnega in da ta premisa ni nujno resnična ali pa, truthful. Kar bi pa rekla glede teh dveh izbir, ki si jih dala, je pa, da specifično na seriji tu izraznost ni nujno pojem, ne delam s tem pojmom kot delam kompozicije. Zvok je bil, je še vedno izhodišče na enih točkah. Bi pa rekla, da je, naprimer, Brina je v programu, v katerem sem bila lansko leto, imenuje se Paradigma. Rekla bi, da mogoče na koncu lahko na to tudi kot na širšo stvar gledaš, kako, se pravi, kaj so faktori, kje je to nastalo, kakšna glasba je nastala iz tega, in bi nadaljevala od tega, da pač, ko sem rekla na začetku, še vedno je zvok, kdaj je izhodišče. Kdaj se pa zgodi tudi nekaj, kar na tisti točki, česar se na tisti točki, ko se dogaja, ne zavedaš in potem skozi kompozicijsko prakso, nadaljevanje, mogoče ugotoviš za nazaj, da se je dogajalo in ponudi ob recimo neki razdelavi, mogoče opredelitvah ali pa teoretizaciji, ponuja pogled ali pa obeleženje te pozicije v tem času in odraz. Saj to smo že vsi slišali, glasba odraža nek čas, mogoče ljudi, kaj se dogaja okrog. Na primeru, in
na primeru tega, kar sem že prej napeljevala, je, da pač enih stvari se ne zavedaš, ni končana praksa. Sploh ne za nas, se mi zdi, nas tri, ki smo sploh začetniki, si že malo dlje na svoji poti, če tako rečemo. Tudi še veliko pred nami, ampak kar sem hotela tukaj izpostaviti, je sam, da mogoče je to še meni en pomemben del glasbe. Ne nujno izraznost, ampak za nazaj mogoče, tukaj je v bistvu ta oseba skladala na ta način, ker je se zdel neizbežen. Zakaj se je zdel neizbežen na tej točki? Kaj je bilo okolje, kaj so bile vse predispozicije, predpostavke, tako kot v tem uvodu. Ker se mi zdi, jaz sem se počutila neprijetno, izredno, ker je ogromno enih predpostavk, ker se mi, sploh, ko delamo novo glasbo tukaj, se mi zdi, kar trudimo, da mogoče jih ne vpeljujemo a priori v kompozicijo. In naprimer, in pol spet nazaj k temu, kaj je glasba, odraz mogoče nečesa, koliko tega je bilo a priori vpeljano, na kateri točki, in kaj se tekom kompozicijske prakse čez leta mogoče pokaže. Se mi zdi, da je to neka perspektiva ali pa način, s katerim delam tukaj. Ja, v bistvu razlog, zakaj sem postavljala na začetku ta vprašanje, Okvir. je bil, v bistvu ravno to, ker se mi zdi, da so to ene take besede, kategorije, ki jih vsi jemljemo kot samoumevne, dokler pač ne začnemo res razmišljati o njih. Ja, in moje vprašanje je, kdo je naša publika zdaj na tej okrogli mizi, ker mogoče, če predolgo jih uporabljamo, tako kot jih danes uporabljamo, bo tudi vsa ta publika mislila, da pač to velja. To je tukaj moj pomislek, kar se tiče današnje tonalitete pogovora. Mogoče lahko tudi ti poveš, kaj si misliš o tem. Prosim, A v smislu, da kaj smo me preveč sprašuješ? samo uporabljali besede, ne pa preizpraševali zares. Omenjali smo predpostavke. Ja, Hkrati pa te predpostavke zdaj že cel pogovor v bistvu kot samoumevne uporabljamo. Seveda, okvir, nek okvir, ampak a je to jasno? A je to jasno za vse, ki nas poslušajo, ki nas bojo poslušali? A je to nam jasno? Ker jaz vem, da ne morem v bistvu za vse vprašanja, za vse besedne zveze, ki smo jih uporabljali, ki sem jih še sama uporabljala v odgovorih, mislim, da še ne morem zares, v angleščini bi rekla, I could not really account for that just yet. Kako bi to prevedla? Da ne stojiš. Ne morem zares jamčiti za vse te besede. No, se v bistvu je bil... Oprosti, kar povej. Pač mogoče je bliž to, o čemer govoriš, ker pač se v veliki meri se strinjamo. Mislim, po mojem dejanska priložnost, ki je pomembno tukaj izpostaviti, ki jo imamo spet predvsem mi trije, kot smo na začetku in ki pač imamo res priložnost delati znotraj programov, ki nam pač to omogočajo, da bo tudi, da ne samo mi, ampak da tudi pač nekdo, ki posluša, bo lahko poslušal kontinuiteto, ne posluša samo posameznega dela, tako kot recimo včeraj tvoj koncert, ki je pač res šel od epizode številka 2 do 61, kjer so pač lahko vsi sedeli in pač šli čez to, mogoče je pač priložnost, ki jo mi tukaj imamo, kar je pomembno reči, da je nimajo vsi mladi skladatelji v tem svetu, Priložnost, ki jo mi imamo, je, da ta vprašanja tvoja izhodiščna, da se ne rabimo odločiti, pa pač potem s tem delati, ampak da lahko pač skozi recimo programe, v katerih smo, ali pa na kakršen koli drug način, recimo pač Tilan je našel svoj način, da je to naredil, se mi zdi, da pač precej sufficiently, da ugotovimo, kaj ta odgovor je na podlagi tega, kar naredimo, ker je pač samo tako potem pač lahko res stojimo za tem, v tem smislu, da lahko pokažemo, kje ta odgovor zdaj je, pač v epizodi številka 4. Ne kot odločitev, ki se je pač zdela že na neki točki prav, ampak kot pač nekaj, kar je naredila, tako kot si rekla, out of necessity, oziroma pač neizbežno,
in boš mogoče pač čez 10 let lahko videla, da pač Da ni se je bilo za to zares, ja, ampak pač se je neizbežno. vzpostavilo z nekim razlogom in Ja. je pač zato potem Pa jaz bi to priložnost zdaj uporabljal še za, prej smo govorili in si v bistvu razlagal o praksah promocije in bi mogoče uporabljal to, kar si zdaj govorila, torej da pač so te točke in da se razvija, nadaljevala tvojo linijo, da se razvijajo te prakse iz koncerta v koncert in da je mogoče tudi, ne mogoče, v bistvu to je vabilo vsem, ki bojo slišali to okroglo mizo, da mogoče da pridejo na koncert tudi zato, da dajo večkrat, zato, da dajo priložnost čez časovna obdobja, da slišijo, kako se neka praksa res razvija, a ne? Ker mislim, jaz sem imela že par dosti slabih koncertov, če sem iskrena, ampak mislim, da pač napredujem po pač svojem ritmu, po mojih najboljših močeh. In Tukaj, če bi se jaz lahko na kratko navezal na tisto, Ja, kar je prosim. Tilen sicer prej pred časom povedal o tem, kako te pravzaprav izobraževalni sistem ne nauči biti profesionalen. Ne? Jaz mislim, da ena od prednosti, se pravi, da si skratka, ko se izobraziš, se nekako vrže v ta profesionalni svet, se moraš sam prijavljati na razpise, sam verbalizirati to, kar pač si nekje v nekem praznem prostoru morda. Ne? To, v čemer jaz pridem prednost takih programov, kot jih pač abeceda izvaja, je ravno ta procesualnost, da v resnici greš v enem letu v tem rezidenčnem delovanju skozi nek proces, v katerem zoriš, se razvijaš recimo, ne, in pravzaprav imaš ta čas, to priložnost, da pravzaprav raziskuješ, da odkrivaš in v tem smislu jaz vidim, no, to je pač moj osebni pogled, to delovanje nekje na presečišču med raziskovalnim, izobraževalnim in profesionalnim okoljem. Se pravi, v resnici imate vsi vi kot izvajalci možnost se nekje pokazati na profesionalnih prizoriščih, ali je to festival džeza, ali je to nov festival, kot je ta festival abeceda na Bledu. Skratka, to so povsem profesionalna okolja, v katerih vi pač lahko predstavite svoje delo. Niste še ta pravi profesionalci v smislu tega, da pač živite od glasbe, ne? Ampak imate pa pač to kot eden od teh pomembnih stebrov, se mi zdi, da lahko predstavite pač svoje delo javnosti, javno in tudi posnamete in tako naprej. V tem pač jaz vidim, ne, zelo eno tako dodano vrednost takega modela, kot ga pač uporablja abeceda. Neke vrste, nek umetniški inkubator. ja, mislim, mogoče še. Ja, imamo. Ker moja replika kot pač del izobraževalnega sistema bi bila, da pač se mi na podlagi tega, kar sem pač izkusila v teh, 15 letih svojega izobraževanja, je, da če bi predvidevala, bi rekla, da pač tudi nikoli ne bo izobraževalni sistem pač te naloge prevzel. A ne. Jaz dvomim, da bomo se pač učili prijavljati na razpis, pa tudi če se bomo, ne vem, če bo to pač potem primerljivo s tem, kar se bo dejansko zgodilo, zato pač, tako kot si rekel, imamo mi tukaj priložnost, da se to naučimo znotraj pač neke skupnosti. No, meni se zdi, da je to Pri nas tega ni, pa v tujini, mislim, da je na Norveškem, v Skandinaviji imajo za diplomsko nalogo, enostavno moraš organizirati svoj koncert in ga spromovirati in vse, praktično moraš, če ne diplomiraš. Ne? Ja, ampak je še vedno diplomska naloga, še vedno je v šoli. To pač jaz to zelo različno potem. Ampak so neke praktični tereni, ne? To seveda, seveda. Se sam znajte, recimo, ne? Gotovo so pač vsekakor pa tega primeri, ampak pač, in je abeceda pač tukaj najdla se mi zdi, neko pomembno nišo, ki jo zapolnjuje in se mi zdi to zelo vredno. Mislim, pač meni se zdelo recimo zelo pomembno, ker sem bila še relativno pač mehna, oziroma malo sem nastala, no, ko sem začela sodelovati z abecedo, mi je bila pač to zelo očitna razlika. Tudi ko sem jaz v šoli postavila na videz od zunaj, pač pavšalno podobno situacijo, je bilo to zelo drugače, ker tukaj je bila vedno, torej v abecedi na primer je bila vedno pač odgovornost na meni. V šoli ni bila nikoli odgovornost v resnici na meni. V šoli bo vedno pač ti boš naredila, kar boš naredila, mi ti bomo dali pač 5 ali pa 4 ali pa pač neki. Tukaj sem pa pač jaz vedno vedela, da pač je odgovornost moja in da pač kar bom naredila, bo narejeno. Ne. S tem, da pač koliko se rekel, sicer pač jaz ne bi rekla, da je definicija profesionalca pač to, da se preživljaš z glasbo, ampak vseeno z glasbo je pa vseeno pač, torej delam pač malo drugačno definicijo sama, ampak
Se mi pa zdi, da, pač, ja, da je to pač en pomemben del tega, da izkušaš, kaj dejansko pomeni neprofesionalc, ne kako to zgleda v nekem nadzorovanem, krasnem okolju. Ne. Ampak da si pač postavljen na pač mali oder pod drevo na jazz festivalu in pač kar zaigraš, boš zaigral in pač za zmeri bo to tam. No, tako kot tudi ta okrogla miza, ki je bila prva v seriji, da upam še kakšne. Mislim, da ni že tako, kot sem na začetku rekla, tudi super, če smo ugotovili, da pač neke predpostavke, ki sem jih na začetku postavila, pač ne štimajo, to isto odličen rezultat, se mi zdi, do katerega smo prišli in na katerem potem lahko gradimo naprej. Tako da jaz se vam na tej točki lepo zahvaljujem vsem za vaše sodelovanje in vaš prispevek. Hvala tebi. Se vidimo na koncertu.